Danes o tem, da pri električnem avtomobilu ni dovolj samo to, da ga prodamo. Pa o pametnih hišah za pametne avtomobile. In o tem, da v prihodnosti ne bo pomembna samo kilovatna ura, ampak cel paket energije. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Ko se začnejo konference, forumi, druženja na neko določeno temo vrstiti kot po tekočem traku, postane dokončno jasno, da se je neka tema, še posebej v različnih državnih inštitucijah, državnih podjetjih in velikih podjetjih, dokončno usidrala. In če izvzamemo konferenci za osebnostno rast in za edini pravični piramidni sistem, potem sta dve tematiki, ki sta v svetu in tudi v Sloveniji zelo popularni. To sta urbana mobilnost in nova energetika. In ti dogodki so v Sloveniji skoraj eden na mesec. Res je, ene takih se je v preteklem tednu udeležil tudi generalni sekretar Evropske zveze za elektromobilnost. To je združenje, ki že skoraj 40 let združuje interese različnih deležnikov, predvsem velikih podjetij, pa tudi posameznikov, z interesom povečati električne avtomobile na cestah. Povedano drugače, so lobisti za električne avtomobile na evropskem parketu. In ko ravno govoriš o lobistih, imajo že dobro tradicijo, kot si rekel, 40 let. 40 let, morda nekateri se še spomnite, je od takrat, ko je nastala v Evropi tako imenovana naftna kriza. In že takrat je bilo treba na nek način lobirati, zdaj, ko pa prihaja elektrika in kriza, ki jo je za svojo vzela Greta, pa še toliko bolj. So AVERE is the European Association for Electromobility. We have a long history as we are established in 1978, and the aim was at that time to look for alternatives on oil-driven transport. So it was the years of the first oil crises, and our founders were really curious what alternatives we have to offer. Nowadays we believe that if you take in order all the efficiency rules, etc., that the battery solution for passenger cars is the best solution today. We are advocating frameworks to make it happening. So there's still some hurdles to take. It's on policy level, it's on industry level, it's also on the EV user perspective that we are working to make this achievable. We work close on the European Commission level with, first of all, of course, DG Move, which is representing the transport sector. But there is a big link also with the energy, so it's DG Energy, DG Innovates, because we are working on innovation of products. So it's actually a mix of a whole process that you have to go through. So the European Commission knows that that we have to become energy neutral by 2050 to fulfill the COP21 standards, the famous Paris Agreement. There was not a dedicated plan so far. So with the new Commission coming up, they plan the European Green Deal, and a part of the European Green Deal is to electrify the transport modes. So they have already an ambitious plan for 2025. They want 1 million charging points and 13 million electric vehicles having on the roads. Združenje AVERE se kot podobna druga združenja pri promociji elektromobilnosti in še posebej pri izgradnji hrbtenice za elektromobilnost, se pravi infrastrukture, v večini naslanja na evropska in nacionalna davkoplačevalska sredstva. No in ta hrbtenica, ki si jo ravnokar omenil, je malo drugačna, kot se jo je gradilo takrat, ko je bilo potrebno postaviti bencinske črpalke za naftne oziroma bencinske derivate. Hrbtenico za bencinsko mobilnost. Res je. In ta hrbtenica je pa opisana na našem MMC-ju. Če greste na rtvslo.si, poševnica avtomobilnost, si lahko pogledate zgodbo, kako je nastala oziroma kako je Ni nastala, ja. Kako je gospa Benz na svoji prvi vožnji našla prvo bencinsko postajo in sicer ustavila se je v lekarni, kjer je za svoj avto, ki je bil žejen oziroma brez goriva, kupila alkohol. In lekarničarji, podjetni kot so bili takrat in morda so še danes, so takoj
poleg tega, kar prodajajo, začeli prodajati tudi bencin. No, če narediva velik skok v zgodovini, prideva do prvega masovnega avtomobila in mladih start-up naftnih podjetij. Takrat so bili majhna, bila so popolnoma podobna start-upom, kasneje v 100 letih dizelskega in bencinskega goriva pa so postale seveda najmočnejši igralci na parketu političnih odločitev, vojn, vse, kar je prinesla črna naftna revolucija prejšnjega stoletja. No, kaj bo prinesla elektrorevolucija tega stoletja oziroma tega časa, pa bomo še videli. Še prej pa moramo na nek način preseči vprašanje, kaj je bilo prej oziroma kaj mora biti prej. Dovolj kur ali dovolj jajc? Se pravi, dovolj električnih avtomobilov ali dovolj polnilnih postaj? I don't have a clear answer on this. It could be a mix. Some countries probably need a better stimulants. Others will do it by themselves. It can be by financial incentives, but it can also be by a different way. But we know that once the industry is really responding with these new technologies, that you don't need any incentives any longer. It's a good question. What we see from the study work that we have, scientific study work, is that the most energy efficient for the moment is the battery solution. But we're really open-minded. If there's some new technology pops up, or maybe hydrogen will be in some cases also necessary, I think all possible technologies that can be complementary are welcome. Povsem drugačno pa k temu problemu oziroma k temu izzivu pristopajo prodajalci avtomobilov. Zdaj, nekateri pripeljajo električne oziroma elektrificirane modele v svoje salone, naredijo močno marketinško kampanjo in čakajo, da kupci pridejo. Drugi pa razumejo bistvo električnega časa in avtomobilov in vedo, da električnega avtomobila ni, kot recimo v primeru bencinskega ali dizelskega ali hibridnih, dovolj samo prodati. Treba je kupca razumeti, ga poslušati in mu že vnaprej odgovoriti na vsa morebitna vprašanja, ki pridejo skupaj z električnim avtomobilom. Treba je torej gledati na širšo sliko in se ne opirati zgolj na tiste tehnološke frike oziroma early adopterje. Ti so znani po tem, da hitro pozabijo na vse težave, ki pridejo z novo igračko, ki jo imajo prvi na trgu. Ja, in tisti, ki pa to zares v eni fazi začnejo uporabljati, morajo imeti izdelane rešitve oziroma odgovore na vprašanje. Električni avtomobili so še redkost v Sloveniji na današnji dan, ampak zadeve se zelo, zelo hitro spreminjajo in naši trgovci so seveda v stanju prodajati in klasiko in novosti v smislu elektrike, to lahko danes rečem, predvsem pa je naša vloga, da potrošniki vzamemo strah pred e-mobilnostjo. Tisti, ki se odloča v avtomobilu in je že zdaj, v električnem avtomobilu in je že zdaj stranka našega koncerna, si obetamo, da bo prvo pomislil na nas in prvo nas vprašal za nasvet, kako je pa to z električnim avtomobilom, kako je to z električno inštalacijo doma, kje bom polnil, na kakšen način bom polnil. Tako je, to je naša strategija. To, da gledajo res širšo sliko, pove tudi dejstvo, da in tudi zato danes oddajo snemamo na gospodarskem razstavišču na sejmu Dom, da so se povezali z proizvajalcem energetskih hiš in sicer, da naredijo nek energetski ekosistem, ki zavzema vse, od avtomobila pa do kuhalnika za kavo. No, ampak razvojno gledano nismo v fazi, ko bi se lahko povezovali pametna hiša, pametna pisarna, pa recimo pameten avto. Tehnično ja, ampak vidimo, da smo v fazi, ko se morajo kupci informirati o tem, kaj pravzaprav ta energetski paket, ta eko-okolje pravzaprav omogoča. In tukaj je dober sogovornik ključen, saj tukaj ni univerzalnih rešitev, so samo individualni. Zadnjih 2-3 leta pa že vgrajujemo v vsako našo hišo fotovoltaične module za elektromobilnost. In če stopimo od elektromobilnosti, od nove elektromobilnosti, od električnih ekosistemov, pametnih hiš, pametnih avtomobilov, polnilnih postaj in vse povezljivosti, še, če dovolite prijatelji, kakšno leto nazaj, v leto 1900, ko je takrat še sicer zelo neznan oziroma inženir s takšnim ne tako znanim priimkom Porsche eksperimentiral z elektromobilnostjo. Še več, mladenič si je drznil eksperimentirati s hibridnimi pogoni. In je takrat v takratnem podjetju Lonar, v katerem je delal,
pravzaprav že postavil hibridni pogon, dal elektromotor v kolesa, vse skupaj postavil z baterijami skupaj in povezal z bencinskim motorjem, ki je polnil baterijski sklop in so se vozili po Dunaju. In ne samo po Dunaju. Leta 1900 so se celo udeležili tekme v Angliji, kjer je tekmovalo 11 električnih avtomobilov. Še več, avto je bil priljubljen tudi pri gospodi. Franz Ferdinand se je recimo z njim vozil, pa to je eno tistih ljudi, ki je postavil črno piko na kabriolete. No, ne on, no, Gavrilo v resnici. Ne. Kitajci oziroma kitajska podjetja se iz leta v leto bolj trudijo, kako postaviti električne energijske sklope, kako jih postaviti v gumo oziroma kako poganjati vse te težke inštrumente in vplatišče. No, ampak tudi pri nas znamo najti kakšno dobro rešitev. Ne samo tudi pri nas, prav pri nas. Podjetje, ki se temu posveča, ima vizijo zelo jasno začrtano. Pogon gre ne samo preko koles, v kolesa. Zahteve za motor, ki mora zagotoviti zelo velik navor in zelo veliko moč, istočasno biti pa zelo majhen in lahek, težko dosegljive. Tako da je bilo potrebno razviti prav posebno tehnologijo, topologijo elektromotorja, ki omogoča visoke navore pri nizkih obratih in v omejenem prostoru. Tok na tehnični strani, zdaj na komercialni strani so pa tudi izzivi, ker pravzaprav proizvajalcem vozil je bilo bistveno bolj enostavno najprej priti na hibridne pogone, potem na čiste električne pogone, kjer so še vedno uporabljali transmisije in imeli elektromotor na mestu, kjer je bil prej bencinski. Naslednja generacija je potem z elektromotorjem na osi in zdaj, ko imajo vsi že te rešitve, seveda gledajo za naslednjo generacijo, ki pa je z elektromotorji v kolesih. Testiranje je ključni del razvoja novega produkta, še posebej, ko ga želi podjetje prodati tako zahtevni industriji, kot je avtomobilska, v kateri se prav na podlagi kakovosti vgrajenih delov zgradi dokončna kakovost celotnega izdelka. Velja, da je avto zanesljiv toliko, kot je zanesljiv njegov najbolj šibek vgrajen element. Če je ta pogonski, je to še toliko bolj zahtevno. In ker smo vas letos povabili na prav posebno testiranje štirikolesnega pogona in delovanja elektronskih sistemov v planico, in ker je programiranje elektronskega krmiljenja elektropogona izjemno zahtevno delo, ki zahteva nešteto testiranj, smo vprašali, ali gredo tudi v podjetju Elafe kdaj na led. To je najbolj zabavna stvar, ne? Recimo ravno v tem trenutku je eden izmed naših vozilov na zimskem testiranju na Švedskem. Tam so pač poligoni na zaledenelih jezerih z standardno opremo, z raznimi ovirami, z zaledenelimi površinami, kjer testiramo ravno ta sistem vektoriranja navora, torej razporejanja navora na posameznih kolesih. To je nekaj, kar se večji del ekipe najbolj veseli, to pomeni, ko neko zadevo razvijaš, kako lahko potem v praksi preizkušaš in vidiš, da si na nek način v svetovni špici z sistemom, ki že intrinzično nekako omogoča bistveno boljše lastnosti kot recimo sistemi za centralnimi elektromotorji. Torej, to je ti zanimiv del testiranja, še vedno pa usporedno obstaja pa tudi ogromno testov, ki jih je potrebno narediti na merilnih mestih, ki jih tudi razvijamo nekatere sami, nekatere delamo za partnerji in pač do nemoglosti testiramo različne konstrukcijske rešitve. V nadaljevanju oddaje vam pokažemo konkreten razlog, zakaj je smiselno obnoviti znanje iz šole vožnje, da ne boste plačevali kazni. Dodobra ocenimo tudi novega atraktivnega Peugeota 2008, pa tudi prenovljenega Renaulta Koleosa. Peugeot 208 je postal evropski avto leta 2020. Pred nami pa je SUV-evska verzija tega modela. Ja, SUV-evska. 2008 namreč ni več prijazen mali, a izredno prostoren in udoben družinski avtomobil. Tak je postal, ker so kupci želeli pompozno terensko obliko, ker so kupci zahtevali čustven, ne pa racionalen avto. In mi objektivno ocenimo, da je avto zelo vpadljiv, subjektivno se strinjamo celo, da je lep. Prostornost vseeno ostaja, sploh na zadnji klopi, kjer je prostora v višino zelo veliko. Tudi prtljažnik je večji, ni pa tako kockast in ima višji nakladalni rob.
Kar se vstopanja tiče, pa je novi 2008 SUV, ki ne ponuja udobnega pokončnega vstopanja, kar je sicer pri SUV-jih pogosto pomemben prodajni adut. Namreč avto je precej oddaljen od tal in vstopa se prek visokega roba. Tudi sedi se bolj limuzinsko kot enoprostorsko, razlog pa je v tem, da želi 2008 hkrati biti bolj aerodinamičen in zato nižji od konkurence. Kot bi želel biti CUV, a z SUV-evsko nešportno obliko. 1,2 litrski bencinski trivaljni turbomotorji pogosto predstavljajo standardno kombinacijo dobrih pospeškov in ugodne varčnosti. In Peugeot je bil pri zagotavljanju tega vedno zelo uspešen. In glede učinkovitosti je tudi novi motor dober. V praksi se zlahka vozite 6-litrsko porabo, je pa v tokratni izvedbi nekoliko karakterno drugačen. Izgubil je namreč nekaj uglajenosti. Ko ga vžgete, sploh mrzlega, motor prav zarobanti. Seveda se potem umiri in stiša, a nekako daje ves čas jasno vedeti, da ne drezajte van in iz njega iztiskajte samo toliko, kot res morate, nima pa volje po dinamiki. Tak je pravzaprav v celoti karakter novega 2008. Med vožnjo bo prijeten le, dokler boste z njim ravnali umirjeno. Pri galopiranju pa bo nos zelo živahno poskakoval in v celoti se bo avto intenzivno nagibal. Tudi krmiljenje je premehko, da bi voznik dobil vsaj nek mali ščepec zadovoljstva dinamične vožnje. Značaj novega 2008 je torej tak, kot bi avto nosil Citroenovo značko. Nam se vse skupaj zdi, kot da so Peugeotovi inženirji tokrat kar malce preveč popustili pritiskom oblikovalcev, strategov in seveda komisarjev. Majhna prenova za najbolj bahavega Renaultovega terenca. Ta avto pusti vtis nečesa boljšega, nečesa premijskega. Vsekakor je Koleos že samo iz vidika dizajna veliko bolj poslovni avtomobil kot recimo tehnično soroden Nissan X-Trail, ki želi navdušiti še zlasti družine. Tudi po zaslugi 7 sedežev, ki v Koleosovi ponudbi niso na voljo. Zato pa se v Koleosu v drugi vrsti sedi imenitno. Po meri dolgih potovanj, prostora je v vse smeri zares veliko in prtljažnega prostora je z dobrimi 600 litri občutno več kot pri za razred manjšemu Kadžarju. Seveda pa je dejstvo, da Koleos svojih kupcev ne bo lovil z dodatnimi litri in centimetri, ampak s poslovno prefinjenostjo. In v avto za visoko družbo spada močan bahavi motor. In prenovljeni 2-litrski dizel ponuja 11 kW višjo moč, a v zrak izpusti manj škodljivih plinov. In to se v vožnji čuti, oziroma bolje rečeno. Prirastka moči se ne čuti, čuti pa se okoljsko prilagajanje. Novega Koleosa so namreč inženirji nastavili tako, da je nekoliko manj bliskovito odzivan, recimo takrat, ko je treba na hitro reagirati na cesti. Tudi na prehitevanja se je pametno ustrezno prej pripraviti z ročnim določanjem prestave presenetljivo dobrodošlega brezstopenjskega CVT menjalnika. Torej, da bi avto tudi pri bolj realnem merjenju emisij in porabe po znanem VLTP-ju dosegal bolj sprejemljive vrednosti, so inženirji značaj avta nekoliko umirili. Naredili so torej tisto, kar po navodilih novih emisijskih norm počnejo inženirji pri prav vseh znamkah. In v tej luči so prenovili tudi oba druga največja Renaulta. Espace in Talisman sta zadnjo prenovo dobila tudi bolj napredne asistenčne sisteme. Aktivni tempomat po novem ustavlja in speljuje, tu je tudi aktivno ohranjanje na sredini voznega pasu in nova največja Renaulta sta dobila tudi matrične žaromete. Torej tiste LED žaromete, s katerimi ne boste nikoli zaslepili nasproti vozečih avtomobilov in pešcev s kresničkami. Na slovenske ceste pa so zapeljali tudi Hyundai i10, najmanjši Hyundai, po novem pa veliko bolj dinamični in čustveni. Končno se je pripeljal tudi novi SsangYong Korando, torej dostopen SUV korejske znamke, ki je nekdaj delala po mnogih lestvicah najgrše avte na svetu. Zdaj je v podjetje vstopila Pininfarina in prav očitno je, da Italijani za razliko od Korejcev imajo občutek za lepoto. In seveda so se dvignili tudi apetiti slovenskih trgovcev. Gotovo jih bomo več videli na slovenskih cestah. Pričakujemo, da bomo prodali tam nekje okrog 200 primerkov novega Koranda. In pripeljala se je tudi ena najpomembnejših Mercedesovih premier, model GLB.
Kockasti SUV za tiste družine, ki želijo veliko prostora, a se hkrati ne bi odpovedali moderni SUV-ovski robustni šminki. Težko si je tudi zamisliti, da lahko v avtu tega velikostnega razreda dobite celo 6. in 7. sedež v zadku, pri čemer pa še nobena znamka ni tako eksplicitno podala maksimalne višine teh dveh dodatnih potnikov. The 1.68 m is the right height for that. It's nothing to do with the average of height or something like that. It's just like because of safety reasons. And the 1.68 m is just a simple answer. It's the height of the crash test dummy we used for the safety. Mimo grede še to. Povedali smo vam že za novega Fiata 500, tistega električnega. A vsaj še eno zanimivo in izredno inovativno dejstvo bi vam še želeli predstaviti. Zvok, ki ga ta tihi električni avto oddaja navzven, ko se pelje po nizkohitrostnih conah. In pesmi, ki jih bo Fiat 500 pel pešcem, bo možno poljubno izbrati v dodatni ponudbi, kot na primer melodije zvonjenja pri mobilnih telefonih. V naslednjih minutah vam bomo pokazali primer, zakaj je smiselno obnoviti znanje, pridobljeno v šoli vožnje. Ta dva znaka, klikaj tu na desno. Ja? No, kaj to pomeni? Cesta je rezervirana samo za motorna vozila. Takrat smo mi ga delali izpit, ne? Ja. To je znak, ki ima ta tretji pomen, če smo čisto odkrita. Ja. Prva je bila cesta rezervirana za motorna vozila, ki ste še videli izpit, je tako? Ja. Pa je bila cesta, pa je bila hitra cesta, Ja. zdaj pa cesta določena za motorna vozila. Določena za motorna. Tako, in kaj ta znak sploh pomeni? Ta znak pomeni, da na to cesto ne smejo vozila, katerih tovarniško-konstrukcijska hitrost ne dosega 60 km/h. Samo to, ni pa povezana z nobeno omejitvijo. Se pravi, ni znak kot tak, kot je bil v najnih časih, da je bilo to 110 ali pa 100. Ampak je omejitev, kot je splošna, samo katera vozila ne smejo več hiteti. In zdaj, kako naj človek to ve? Ja, to pa, mislim, pa če ne obnavlja znanja ali pa če ni informiran, je to nemogoče. A bistven problem je, da lahko zaradi nepoznavanja spremenjenih pravil nezavedno naredite prekršek. Zato, ker tukaj imamo postavljenega v Ljubljani, a ne? In je omejitev 50. Ampak v Tomačev moped ne sme biti, če smo čisto odkriti. Se pravi, do tam, do konca Ljubljana je 50. A sva midva zdaj izven Ljubljane, a sva v Ljubljani? Vmes sva bila izven, zdaj sva pa spet. Kje pa je bila tabla za Ljubljano? Tada je zdaj. Ste jo videli? Ja. Prav videli ste jo? Ja. Res? Presežem. Kako ste jo lahko videli, če je bil tovornjak tam? Ko sem iz Trzina doma. Zato ste jo videli? Ne, ampak sem jo pa tudi videl zdaj. No, ampak če tako pogledamo, tovornjak na desni, vozila smo je nemogoče, mogla bi biti tudi na levi, ne, ker če je ta, ne. A bi se lahko mi pol tukaj naprej 90 pala? Načeloma ne smeva, sam če pa ne bi videla, ker nisva imela znaka, bi načeloma lahko, ne. Ste pa danes zelo hiter videl, kako hiter lahko padete na radar, ali pa ste kaznovan, pa niste načrtno delo prekrška. Enostavno, zaradi tega, ker konc Ljubljane, ta znak za Ljubljano spet spregledala, odpeljava 90, to je v Sloveniji skoraj do konca izpita, ker smo za 100% prekoračili hitrost. No, z novimi pravili se lahko izobrazite na primer prek spleta, lahko pa recimo tudi z osvežitveno uro z učiteljem vožnje. Zdaj pa vas vabimo ponovno na vozniško vožnjo. Ja, skočite na spletni naslov vozimse.si in poglejte, kje lahko ujamete svojo vozniško vožnjo oziroma kje lahko preizkusite svoje vozniške sposobnosti oziroma se zopet kaj novega naučite. Pravzaprav, ali bi opravili vozniški izpit? Si ga ti opravil? Glejte nas spet prihodnji teden, odmes pa poglejte na kakšen YouTube, Instagram, Facebook in pa seveda Twitter avtomobilnosti. Soočenje z realnostjo je pomemben korak v razvoju. Pa še to. Internet so preplavili posnetki obračuna med mafijsko sedmico in nekim pick-upom na ulicah Los Angelesa. Pa tudi to, da so v Zambiji zaplenili 2 milijona vrednega Bugattija.
doslej najhitrejšega, no, to naj bi prekosil švedski Koenigsegg, drvel naj bi kar 532 km/h.